Oče Slovencev je bil lani na novo vpisan v slovensko zgodovino. Nasprotju s pričakovanji na začetku, ki so bila nekoliko bolj skeptična, se je pokazalo, da Trubarjeva dediščina živi v naši zavesti, da imamo povsod po Sloveniji veliko prireditev, da se je izdalo veliko publikacij ob tej obletnici in da je to bilo zelo kulturno, bogato leto. Še bolj pomembno pa je, da je lansko leto, torej Trubarjevo leto 2008, bilo leto, v katerem je Trubar spet na velika vrata, da tako povem, stopil v našo slovensko nacionalno zavest. Faksimile Biblije v slovenskem jeziku iz njegovega časa je samo del bogate lanskoletne zgodbe o Trubarju. Čeprav je formalno častni odbor prenehal z delom, pa bo nad njegovo duhovno zapuščino še bedel. Trubar ni pozabljen, ampak istočasno je pa tudi zaveza k temu, da leto 2008 ne more biti Trubarjevo leto in potem več nič. V Trubarjevem letu je večina Slovencev šele spoznala njegovo pravo veličino, ostaja pa grenak priokus, saj največja slovenska univerza do danes ni bila poimenovana po njem. Jaz bi težko ocenil, lahko samo načelno povem, da bi to za Slovenijo veliko pomenilo. Kajti Trubar, tudi če pogledamo z tega verskega aspekta, v slovenskem prostoru in tudi v evropskem prostoru več ni tisti, ki bi delil, ampak nas je vedno povezoval. In prav to sporočilo bi nas moralo spremljati tudi danes.